Mogoče nimam moč, sem pa ustrajala, pa tudi sem dala to bolezen skozi, pa vem, s čim se srečujejo bolniki z rakom, prebolelim rakom, sploh še verjetno tisti, ki so mlajši. Jaz sem pač zbolela že srednjih let. In se mi zdi, da je potem, ko sem slišala prvič na prvi konferenci kolega Jaka, sem rekla, tole je zadeva, ki je zagotovo jo potrebno odpirati. Ko sem tudi v Državnem zboru pogledala naokrog, sem videla, da dejansko tudi ljudje, moji kolegi, ki so preboleli raka, nočijo javno o tem govoriti. Se pravi, da je to še vedno tudi v politiki neka tabu tema. Zato je bila odločitev, da ustanovimo ta pododbor za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji, ki ga je sicer korona malo omejila v svojem delovanju, pa vendarle se mi zdi, da smo z nekaterimi temami, s tem, da smo se pojavljali, bili nazadnje tudi promocija zdravega načina življenja ali pa tudi državnega programa za obvladovanje raka, da ga imamo v Sloveniji, da smo tedem odpirali neka taka priložnost in neka pot vzporedno poleg vsega parlamentarnega in zakonodajnega dela. Lahko povem, da gremo v drug teden v poziv poslanskim skupinam, da ponovno ustanovimo ta pododbor, ker se mi zdi, da je prav, da deluje, tudi iz vidika tega ozaveščanja, ker ne veš, koliko ljudje res vedo o temu, kaj pomeni pravica do pozabe. Ko sem sama šla tudi v malo medijsko akcijo, kar se tiče Facebooka, YouTubea, Twitterja, da je potrebno zagotoviti pravico do pozabe rakavim bolnikom. Moram reči, da sem dobila nek odziv tudi s strani ljudi, so pisali, tudi klicala, in ugotovila, da tudi sami ljudje dobijo nekateri kredite in niti ne zaznajo, pod kakšnimi pogoji. En gospod je rekel, jaz sem pa prebolel levkemijo, pa sem dobil sicer kredit, je rekel, veš, čist brez problema, ampak polka sva pa prišla do višine zavarovanj, pa je bila tista zavarovanje kar 80 evrov približno dražji od siceršnjih zavarovanj, to mi je tudi sam povedal, ampak ni bilo to za njega moteče, glavno, da je dobo. Mi želimo s tem, ko bi recimo res sprejeli to družbeno pogodbo, dati možnost vsem, tudi prebolelim, pod enakimi pogoji dostop do tega. Ne višje zavarovalnine ali kakorkoli, ampak da bi pod enakimi pogoji ravno tako prihajali do tega. Koliko smo daleč, jaz sem naslovila nekje decembra, oktobra pobudo na ministrstvo, na vlado, da bi se o tem seveda, da bi vlada intenzivneje pristopila k reševanju tega vprašanja oziroma k normalizaciji ali zagotavljanju enakih pravic tudi za rakave bolnike. Odgovor je bil dokaj splošen, da se to seveda v sklopu Evropske komisije pripravlja, tudi nek tak dokument naj bi se pripravil in da seveda Slovenija podpira to tudi v sklopu državnega programa za obvladovanje raka in tudi v tem smislu. Seveda so se zgodile določene zadeve v tem času. Jaz mislim, da ta družbena pogodba, tle sem si prav zapisala, ker mi je tako lepo slišati, družbena pogodba pomeni, da se dogovorimo, pod kakšnimi pogoji, na kakšen način, kdaj bomo pristopili k temu. To je ta družbena pogodba, ker to praktično to mora biti družbena pogodba tudi z zavarovalnicami. Sama sem v tem času po tisti konferenci se res obrnila na eno izmed večjih slovenskih zavarovalnic, kar se mi je zdelo, da pri njih pa, ker delujejo mednarodno, vendarle dobila nek odgovor, kako imajo, kateri so tistih 8 členov, kako imajo to rešeno. Moram reči, da v Sloveniji tega podatka nisem dobila, ker je res mednarodna zavarovalnica. In sem v bistvu z tega vidika videla, da je potrebno se usesti. Ne bom rekla, da bomo naredili neko delovno skupino, ker pravijo, da če želiš neko stvar odložiti na daljši čas, ustanoviš delovno skupino in potem tečejo leta. Jaz računam na to, da tudi že to omizje tukaj veliko ve, veliko ima izkušenj, pozna zadeve, tudi v dvorani sedijo strokovnjaki, da je pa res potrebno, da nekdo to pobudo prevzame in poskuša to zadevo čim dlje prepeljati. Seveda na koncu pride do odločanja, hkrati pa tudi ljudi ozavestiti, da
je tisto, k čemur stremimo rakovi bolniki, samo enakovredna obravnava tudi na področju, ki se tiče življenjskega zavarovanja. Sama sem se želela, ker bom še 2 šoloobvezna otroka zavarovati, pa je to zavarovanje agenda in da to kar malo pozabimo. Mislim, da to ni prav odgovor in da kot družba moramo k temu, da to v največji meri omogoča.